greva na velike sejme zabavne elektronike ali pa mobilne telefonije, vidva po odzivih na družabnih omrežjih, da vas še zmeraj daleč najbolj zanimajo izdelki Appla ali pa Samsunga. Ja, pa tudi tam se vidi, da je to najbolj zanimivo, ker so največje vrste pred temi dogodki. Ampak zdaj klasično vprašanje. Kaj je novega? Tukaj imamo Galaxy S7, pa S7 Edge. S7 Edge in Kaj je novega? Dve možnosti sta za to, da odgovorim na to vprašanje. Ena možnost je, kar tudi marsikdo razlaga zdaj v testih, opisih, je, da v bistvu novega ni prav zelo veliko. Da je vse zelo podoben kot S6, ampak malo izboljšan pa tako naprej. In tudi dejansko drži, da v bistvu tako od tistega, kar do zdaj še nismo videli, je mogoče samo ta način samodejnega ostrenja v fotoaparatu, na celotnem tipalu face detection, da to je res nekaj tehnično novega. Zdaj, druga varianta, da pa je pa lahko, da rečem, da je v bistvu novega bistveno več, kot se pa vidi, tako na prvi pogled. To je res, zato ker je zelo tako majhne izboljšave, tako rahlo skrite, ampak kar pomembne pri vsakdanji uporabi. Zato ker ena stvar, ki je Samsunga tako majčkeno begala pri vseh teh galaksijah, je to. Pač oba vemo že nekako, kar velja kot tako splošno, da je bil S2 recimo zelo tak pomemben telefon, zaradi tega, ker so nekako prvič začeli pametne telefone na Androidu imeti resno. Potem je pa recimo trojka nekaj stvari izboljšala. Recimo pri trojki je bil fotoaparat, je bil hitrejši. So pa šli v napačno smer pa z drugimi stvarmi. Bil dizajn slabši, več blockera. Ja, software in še marsikšne druge stvari. Pa štirki so pa sploh pretiravali z raznimi funkcionalnostmi, ki jih nihče ni rabil. Pri štirku si lahko preskočil. No, čeprav štirka ni bila slab telefon samo zase, ampak so pač tako preveč enih stvari so res nametali noter. So poskusili z vsem in pol vidimo, kaj se prime. Pri petki so šli pol malo preveč že v tistih časih, ko so kakšni drugi že šli na kovine, pa to je več na plastik fantastik varianto. Pri šestki so pol prišli do tega, da so dali kovinsko hišje, zadaj steklo, pa da je vse stvar nekako izgledala nekaj tako malo drugačna kot. Pa še nekaj je bilo pomembno, in sicer pri šestki so se prvič odrekli temu, da si lahko sam dodajo pomnilnik, ampak so rekli, zdaj pa mi tudi gremo tako kot pri iPhonu, in sicer kupiš to pomnilnika, kakor ga kupiš, in 128 gigabajtno različico so prvič šli čez 1000 evrov za nejabučen telefon. Ja. Zdaj pri sedemki so pa šli spet malo nazaj. V marsičem. Vrnili so recimo vodotesnost, vodoodpornost iz S5-ke. Vrnili so to varianto nazaj, da lahko daš svojo kartico noter, tako da je tukaj samo ena različica, 32 gigabajtov in pol daš kartico, če hočeš imeti več. Kar je bilo veliko prej pripomb pri šestki, da je bilo to prednost Samsunga in da to ljudje pogrešajo in so zdaj to vrnili. Pol so šli recimo na manj megapikslov v fotoaparatu, kar je tudi zanimiva odločitev. Prej so imeli 16, zdaj so šli nazaj na 12. Ki postaja neke vrste nov standard za mobilne fotoaparate. Najprej tudi zaradi tega, da so lahko prvič te piksli večji in da ni prevelike te izbokline iz telefona, da pač lahko tudi tako lečo dajo na tako tipalo, da zajame več svetlobe. Dodelali so zdaj tukaj malo tole obliko, kar se mi zdi zelo tako pozitivna, majhna sprememba, ki mogoče na prvi pogled ne bo nihče niti opazil, ampak je res tukaj pač prvič te izbokline manj, tele krivine pa to so take lepše, da se da lažje držati, ker sploh pri temu Edgeu je bilo prej, ko je prišel ta zaslon dol do roba, je bilo pa tukaj res čisto odsekano in je bilo telefon že težko pobrati sploh z mize, pa ga tudi ne najbolj ergonomsko zadržati. Zdaj pri tej, ki pa tukaj tudi na zadnji strani malo ukrivljen do tega roba, je pa to bistveno boljše. Eden tako skoraj rekel, eden najboljših telefonov tako za v roki držati. Tako da tukaj kar jaz vidim kar nekaj sprememb. Tudi v samem softveru so kar malo zmanjšali tisto njihovo
količino vsega, kar je noter. Še zmeraj je marsikaj na voljo, ampak je malo tako skrito, pa ni vklopljeno, vse privzeto, pa malo manj je vse skupaj tako risankasto, pa baročno, pa tako naprej. Pa dajo so zelo dobro možnost, da vržeš čez pač neko svojo temo in v bistvu stvar pol izgleda lahko kot čist Googleov Android ali pa čist nekaj svojega, tako da mislim, ti spremeni praktično videz celega sistema, tako da to se mi zdi zelo v redu. No, ampak ključno vprašanje pri vseh teh rečeh pa je, recimo, sploh pri Applovih telefonih, pač raje uporabljam Apple zaradi tega, ker tudi Samsung, ne vem, v zadnjih koliko letih, če je eno prezentacijo prikazal na teh velikih dogodkih, ne da bi izpostavil, da je v fotoaparatu pa tem boljši od Apple. Ampak, a ni malo podoben očitek, kot recimo, ko Apple da ven, recimo iPhone 6S. Ja. Podobno, zelo podobno. In pol ugotoviš, da rečeš, ja, pa sej v resnici ni slab telefon, kupenih takih majhnih izboljšav, ampak v resnici bi pa lahko bil tudi že originalna 6 tak, če bi se malo. To je zmer težko reči, kakšna stvar bi res lahko, najbrž že lani bi lahko pustili, da imaš možnost kartice. No, to sigurno. Mogoče bi lahko tudi že lani vodoodpornost naredili, ne vem, lahko bi mogoče tudi manjšo izboklino za fotoaparat, ampak mogoče pa kakšnih stvari čisto tehnično ali pa tudi tako še niso čisto dobro vedeli, kam ta stvar gre, če bodo ljudje to sprejeli, pa to in so pa skozi uporabo pa to videli, da zdaj pač treba tukaj te robove tako narediti, pa pač da ti ljudi ta izboklina kar dosti moti. No, ampak če to povzamemo, a je zdaj 7 končno telefon, ki lahko rečeš, no zdaj so pa Samsungu tako odpravil veliko večino napak, veliko stvari naredili prav in če imate zdaj na vsak način tako željo potem, da bi imeli nov premijski pametni telefon na Androidu, a zdaj lahko res kupite mirne vesti 7, če vam je všeč in imate pol nekaj časa mir. Ja, absolutno mislim, da ja, ker to je po mojem prvi telefon, ki bi res težko najdel kakšno resno zamejo. Recimo oblika, materiali, pa to je vse vrhunsko, tukaj res ni kakšnih silnih zamer. Tudi velikost, mislim, velikost da se je zdaj tukaj, ja, tukaj se pa dve možnosti sta, lahko imaš tega navadnega, se pravi z neukrivljenim zravnim zaslonom, ki se mi zdi, da je res taka ta prava velikost, mogoče se bo še zmeraj komu zdaj prevelik, ampak zame je to trenutno idealna velikost, ali pa tega Edgea, ki je majhen večji, ampak je tudi, se pravi, toliko ergonomsko narejen, da ni noben problem. Oba dva telefona sta zelo hitra, tukaj težko najdem karkoli, čeprav sem pač nekdo primerjal zdaj to verzijo evropsko, ki ima Samsungov čip noter, pa pač tisto ameriško, ki ima Qualcommovega Snapdragona, da je tisti v igrah menda bolj zmogljiv, ampak karkoli sem tukaj pognal, nisem kakšnega hudega zatikanja zaznal, no, tako da čez to težko kaj rečem. Fotoaparat je res zelo dober, sem tako dela, kar sem gledal na hitro primerjave, večino časa recimo HDR pa vse to zna boljš kot večina ostalih tudi vrhunskih telefonov, vse tako, ne vem, barve pa vse to mu kar štima v slabi svetlobi, je res dober. Edino, kar me moti, je to, da, kar je pa že klasika pri Samsungu, da je pač ta sharpening, se pravi, ostrenje, zelo agresivno. Ja, je zelo nastavljen tako, da tega je precej noter, ko greš gledati podrobnosti, ampak dobro, s tem se tudi da nekako živeti, no, ker so res pa fotografije drugače dobre. Zvočnik je kar v redu, ni glih presežek, ampak je za podcaste, pa tudi za glasbo pa to poslušati fajen. Prstni vtis načeloma dela, ni kakšne izboljšave, no, od 6 naprej, kar sem mogoče malo razočaran. Recimo iPhone pa Huawei sta absolutno boljša, definitivno. Sta bolj zanesljiva, hitrejša in tako naprej. Ker to je zanimivo, recimo prav koliko je Huawei na tem področju. Ja, je res dober, ja. Malo bi mogoče lahko tudi Samsung razmislil o tem, da bi dal tukaj spodaj pod zaslonom možnost, da si sam prilagodiš, kako sta te dve tipki, ker oni vztrajajo, da je ta tipka za nazaj na desni, ko imajo zdaj že vsi ostali na levi, ali pa da se vsaj da zbrati, ja, tako da tukaj bi lahko malo razmislili, zdaj se pravim, ta njihova preobleka Androida mi še zmeraj ni všeč, ampak ker se da to vse dosti lepo prilagoditi, me niti ne moti. Tako da, kar se tega tiče, nimam kakšnih pripomb hudih več. Kartico se da, baterija je dobra, no, to treba reči.
zelo redko vidimo, da kakšen proizvajalec od prejšnje generacije telefonov debeli. Zdaj smo ves čas poslušali samo o tem, koliko je tanjši od prejšnje. Ta je dejansko milimeter debelejši. Tukaj prideš na 2 dneva, tudi če recimo, če bi zdaj nekaj odstotkov pobere tale obvestilni zaslon, če imaš ta always on vključen, to je par procentov na dan recimo. Če to izključiš, pol bi mogoče celo z 2 dnevoma tako take normalne uporabe bi prišel skozi. Torej, če to sklenemo nekako vse skupaj, premijski androidni telefoni so nekje tam, kjer bi, ker res tako rečeš, tam, kjer bi moralo biti. Tudi pri drugih lahko rečeš, ne vem, ta zadnji Nexus 6 je v redu. Ja, ta je tukaj recimo, ta je tudi za svoj denar zelo dober izdelek. Mislim, pač mene edino, kar me tako resno moti pri tem telefonu, je to, da je res velik pa širok. Cel. Ljubkovalno rečeno. Ja, za mojo recimo osebno uporabo kot prvi telefon. Ampak od vseh teh glavnih, ki so ostali, pač linija Nexus je postala dobra, pač ni mogoče zgrešiti s tem telefonom, če pač velikost ne moti. Na podoben način LG 5, tudi težko, to bo še treba bo še videti, ampak zaenkrat zgleda kar, ja. Isto Samsung, mečkam še zmeraj naprej, še zaostaja Sony. Tukaj se pozna pri Samsungu, da so se res osredotočili na to, da so izboljšali nekako tako, da so šli v detajle pri teh glavnih stvarih. Niso šli tako kot kakšni drugi, ki zdaj poskušajo imeti nekaj posebenega noter, ampak so res vse tisto, kar danes ljudje hočejo v telefonu, so šli dodelati in se mi zdi, da jim je dobro uspel. Pač ni zdaj, da bi rekel, nima vsega, ampak ne vem česa. Samo število zares premijskih pametnih telefonov je pa ostalo dosti nespremenjeno. V bistvu imaš 4 zares modele, pa še en par takih, ki poskušajo slediti, ampak ja, v bistvu se je kar malo izkrčil, v bistvu zdaj HTC, Sony, tam je kar malo vprašanje. Če imaš res premijski model. Ja, pa koliko časa bodo sploh še vztrajali in kaj lahko v resnici ponudijo za, ne vem, primerljivo ali pa nižjo ceno kot te 2 glavna igralca ali pa 3 mogoče zdaj, ali pa 4, če vzamemo zraven še LG pa Huawei.